Ja, fruktoza je ena taka zelo kontroverzna tema. V epidemioloških raziskavah, ki so pač delane na neki splošni populaciji, za katero vemo, da je pretežno sedeča in da ima tudi probleme z telesno maso, ima povišano telesno maso, kar pomeni, da uživa energijsko prebogato ali pa rečemo temu neuravnoteženo prehrano. Pri tej populaciji je višji vnos fruktoze povezan z večjim tveganjem za razvoj nenalezljivih oziroma kroničnih bolezni. Ampak zdaj moramo upoštevati, da je to splošna populacija. Ko pa govorimo o specifičnih skupinah, tako kot so recimo športniki, pa se zgodba spremeni. Ker vemo, da na presnovno usodo fruktoze in posledično tudi na vpliv fruktoze na zdravje vpliva energijska bilanca, oziroma še bolj natančno vpliva to, koliko energije naše mišice porabijo. In bolj kot smo fizično aktivni, več fruktoze lahko zaužijemo brez neugodnih učinkov. In dejansko obstajajo raziskave, ki fizično zelo aktivne ljudi hranijo z velikimi količinami fruktoze in ne pride do neugodnih učinkov na zdravje. In najbrž bi lahko rekli celo obratno, da je pri nekom, ki je zelo fizično aktiven, ki naporno trenira, višji vnos fruktoze dejansko zaželjen v kombinaciji z glukozo.